večer. Dober večer in dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Zelo sem hvaležna, da smo spet skupaj in danes imamo pomembno temo. Evo, torej, dober večer, dobrodošli. Hvala vsem, ki se mi pridružujete, ki me poslušate, vsi, ki tudi gledate posnetek. Torej, danes imamo temo, kako premagati tiste težke stvari, ki smo jih iz otroštva potegnili v našo sedanjost. Kako se rešiti nekih negativnih vplivov, če je bilo otroštvo negativno, ali z drugimi besedami, kako sami sebi dati toplino, kako potolažiti notranjega otroka v sebi, kako mu dati toplino, kako mu dati ljubezen, v primeru, da tega ni dobil dovolj. In vsak od nas je doživel kakšen trenutek, ko je kot otrok se čutil žalostnega, morda prestrašeno, morda smo bili nekaj časa sami in da ne bo pomote. Nismo tukaj zato, da obsojamo kogarkoli. Mi samo želimo nekako temu otročku, ki je v nas, ki je bilo to majhno telo takrat, in so se občutki pojavili temu otročku in ta otrok je zrastel v odraslo osebo in to smo zdaj mi. In ti občutki so ostali in smo jih prinesli, v telesu so ostali zagozdeni. In zato želimo se naučiti, kako sebi dati toplino, kako sebi dati ljubezen, kako nekako popraviti tisto škodo, ki nam je bila narejena, ko smo bili otroci. Lahko ste imeli krasno otroštvo, lahko ste imeli čudovite starše, lahko ste imeli res ljubečo družino, krasne pogoje za bivanje. To mi včasih ljudje rečejo, ampak vseeno ste se pa morda v šoli počutili kdaj sami, morda ste čutili, da ne spadate zraven, morda ste čutili, da niste pomembni, morda je v vrtcu bil kak tak neprijeten dogodek, morda se je sosedov otrok, deklica ali deček norčeval iz vas. In nekako ti občutki, ki ste jih takrat kot otroci doživljali, so ostali v vas in jih imate še vedno danes v sebi. In se vam vsake toliko časa oglasijo. In če je bilo tega malo, je to nekaj, s čimer vi z lahkoto opravite, kar vas ne obremenjuje, kar si takoj logično razložite in greste pogumno naprej. Včasih, kadar je pa teh občutkov veliko, se pa zdaj pojavljajo in zdaj so časi, ko marsikaj prihaja na plano. In vse te družbene situacije, ki se nam dogajajo okoli nas, so tudi nekaki ključki, ki odpirajo tiste bolečine, ki so v nas, ki smo jih prinesli od otroštva, ko se nam niti sanja ne. In potem se to vse premeša. Premeša se občutki, ko smo se kot otroci počutili nemočne, premeša se nam občutki, ko gledamo zdaj poročila in gledamo novice in se ravno tako počutimo nemočne in naenkrat nas preplavljajo občutki nemoči. In torej, kaj je tukaj rešitev? Rešitev je preprosto, ker ne moremo spreminjati vsega okoli nas, vedno pa lahko spremenimo sebe. Vedno lahko gremo nazaj, vedno lahko poiščemo tega otroka v nas, vedno se ga lahko dotaknemo, mu ga potolažimo in to je pa potrebno narediti na specifičen način. In danes bi to z vami rada podelila, ker je to nekako nekaj mojstrstvo, ki sem ga sama izmojstrila, če tako rečem. To je področje, v katerem sem doma. To je področje, s katerim se že več kot 10 let ukvarjam in ki sem na tisočem ljudem pomagala in absolutno tudi sebi. In danes bi vam rada predstavila, kako lahko to sistematično naredimo in kako lahko naredimo neke trajne spremembe in tudi kako je to povezano, ti neprijetni občutki, kako so povezani tudi z našimi nekimi neprijetnimi vzorci, ki smo jih seveda spet potegnili iz nekih starih časov v sedanjost in nehote jih prenašamo na otroke v prihodnost. In tako nekako se povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. In zdaj je na nas, ali bo to teklo nekako nezavedno naprej, ali pa bomo rekli, ne, dovolj je bilo tega, jaz želim tukaj narediti pauzo, time out, pauzo, jaz želim to ozavestiti, jaz želim to razumeti, jaz želim potolažiti tisto malo deklico v meni in na ta način potolažim sebe kot odraslo žensko in na ta način tudi ne prenašam avtomatsko vsega naprej na moje drage otroke. In vsaka mamica si to želi, da ne bi njeni otroci trpeli tako, kot je trpela sama. Ali vsak očka, ki živi dovolj zavestno. In najprej bi vam rada z vami podelila nekaj slik,
da vam razložim v bistvu, zakaj se gre, in potem vam bom spodaj dala tudi link od teh mojih 2 knjig, kjer je res vsa ta modrost napisana, ki si lahko tudi sami natančno preberete, da boste še bolj razumeli to, kar danes vam želim podati. Če imate kakšen komentar, mi napišite, če imate kako vprašanje, bom zelo hvaležna. Torej, gledajte, kaj je tukaj tako zelo pomembno? Pomembno je, da mi kot odrasli delujemo približno tako, kot je tukaj narisano. Imamo zavestni del našega uma, imamo podzavestni del našega uma in vse to, kar je tukaj v nas, se odraža v našem telesu in glede na to so tudi naši rezultati, ki jih doživljamo. In ker je ta podzavesten del nekaj, na kar v bistvu ne moremo vplivati, je tako zelo pomembno, da se pa naučimo, kako lahko vplivamo, ker ta podzavesten del je ključen in igra glavno vlogo, ko gre za naše slabe občutke iz otroštva, ko gre za občutke, da smo nemočni, da nismo dovolj dobri, da ne spadamo in zato je tako pomembno, da razvozlamo skrivnosti, kako to v bistvu spremeniti. In ker če to spremenimo, se bo tudi naše telo drugače odzivalo, drugače se bomo počutili in drugačne rezultate bomo dobivali v življenju. Torej, podzavest je tista, ki deluje mimo naše volje. Zavestno smo mi lahko pametni, preberemo knjige, gremo v šole, se odločimo, ampak če je v podzavesti nek program, skrit, tih, negativen, lahko ta podre čisto vso našo zavestne odločitve. In zato je tako pomembno, da prvič razumemo, kako ta naša skrivnostna podzavest deluje in drugič, kako jo malo lahko vseeno spremenimo, kako se lahko pogajamo z njo. Pogajamo pa se tako, da poiščemo tega prestrašenega otročka v sebi, točno tukaj noter, da mu damo ljubezen, da mu damo prijaznost, da mu povemo, da je dragocen, da mu povemo, da je dragocena in na ta način v bistvu lahko zdravimo našo sedanjost. Če gremo v podzavest, kjer so zgodbe iz preteklosti, te zgodbice potolažimo, vsako posebej spremenimo in dosežemo, da se naše telo spremeni, da se naše počutje spremeni in da v bistvu lažje funkcioniramo. In da bi vam še to še bolj orisala, bi vam rada še eno slikico pokazala, ki je tako zelo pomembna. Poglejte, ko smo mi otroci, smo v bistvu takole izgleda ta prizor. Ko smo mi otroci, ko sem jaz te grafike prvič brala, meni se je kot da se mi je nebo odprlo, kot da sem prvič v življenju zares dojela, kaj se z mano dogaja, kot da sem prvič v življenju zares razumela, v čem je sploh moj problem. Ker vedela sem, da imam neko inteligenco, vedela sem, da sem izobražena, vedela sem, da lahko milijone knjig preberem, a vseeno nekako ni bilo prave rešitve. In ko sem to razumela, sem razumela, zdaj razumem, kako jaz sploh delujem, kako ljudje delujemo in razumela sem tudi, kje moram iskati rešitev. In moram reči, da sem jo našla in zdaj bi vam rada tudi z vami to podelila. Poglejte, ko smo mi kot otroci, je to tale slikca, kjer je to kot naša podzavest. Vidite, da ta zgornji del manjka, ki sem vam ga prej kazala, in v podzavest se naloži čisto vse, kar mi v bistvu srkamo, čutimo, pijemo in dihamo. Čustva okolice, čustva naših najbližjih, tistih, ki živijo ob nas, ko smo čisto majhni. In isto seveda velja za naše otročke, ne? Če imate majhne otroke, potem je toliko fajn, da zdaj to razumete, ker lahko stvari drugače peljete. Torej, ko smo kot otroci, smo kot odprta skledica in noter se nalagajo vse te naše izkušnje, ampak ne samo na logičnem nivoju, predvsem na tem čustvenem nivoju se nalagajo te izkušnje. In če je noter veliko nekega nemira, če je veliko občutkov nemoči, če je veliko občutkov pomanjkanja varnosti, verjemite, da to prenesemo v sedanjost. In ravno danes sem se pogovarjala z eno gospo, krasna gospa, zelo sposobna, lepa, izobražena, ima urejeno družino, ampak znotraj ima veliko tega nemira, znotraj ima pa veliko pomanjkanja varnosti, zato ker ko je odraščala v družini, kjer je bil oče alkoholik, ki je bil včasih dober, včasih pa ni bil dober. In ona je vedno trepetala, kaj bo, kako bo doma, vedno je bil strah prisoten. In oseba, ki bi morala dati varnost, je dala veliko groze.
Pač, ko je bil dober, ampak ni bilo vedno tako. In ona nikoli ni mogla vedeti, v kakšnem stanju bo. In vedno je bila na preži, vedno je čakala na nevarnost. In ta vzorec jo spremlja danes, ko je ona odrasla gospa, ko ima krasno službo, ko ima svoje otroke. Še vedno je isti občutek not v njej. Zakaj? Ker se je to naložilo v njeno podzavest. In potem se je preprosto, ko dorastemo 5, 6, 7 let, se ta slikca spet popolni in to ostane ujeto noter v naši podzavesti. In spet smo na istem, kot sem vam prej pokazala, da vam še enkrat pokažem, in potem se te stvari zaprejo. In ona zavestno ve, da je varna, ampak podzavest pa ima čisto svoje zgodbe in ona se v sebi počuti, v telesu odrasle ženske, se počuti kot majhna ranjena deklica. In tu je tudi razlog za panične napade, ki jih je ta konkretna gospa razvila. In mnogi, ki so v zadnjih 10 letih prihajali k meni, je ravno vedno tukaj ista zgodba. In kako zdaj to spreminjati? Če samo beremo knjige, ni dovolj. Mnoge terapije lahko poskusite, pa ni dovolj. Pomembno je, kako priti tu noter, kako tu noter dajati spremembe, kako to čustveno bolečino iz preteklosti očistiti, kako tega otročka v sebi potolažiti. In to je v bistvu to, kar bomo danes se naredili. Če imate kako vprašanje, lahko postavite. Če imate komentar, zavedam se, da so teme zelo take intimne, osebne, tako da vam čestitam, da ste sploh danes z mano, čestitam vam, da poslušate te stvari, ker včasih mi je kdo rekel, joj, ampak ti tako dobro delaš, verjetno se to širi priporočila in ljudje kar prihajajo, ker govorijo o tem, pa rečem, ne, veste kaj, to, kar jaz delam, je tako zelo intimno, tako osebno, da ženska, ki pride in ki je zadovoljna in ki doživi spremembo pri meni, pove samo svoji najboljši prijateljici. Moški pa ne pove nikomur. Tako da čestitam, da ste tukaj, čestitam, da me spremljate, da me poslušate, da razmišljate, ker mislim, da so časi taki, ko pač zahtevajo od nas, da to niso več skrivnosti in da tudi te veščine pridobimo, kako potolažiti otročka. Pa gremo še ene slikce. Tako lepe ilustracije, poglejte, to smo mi kot odrasla oseba, znotraj nas, recimo, da smo ženska, je znotraj nas ena prestrašena punčka in popolnoma isto se počutimo kot ta prestrašena punčka. Morda se lahko spomnite kakšnega prizora in kar je pomembno je, da znamo najti to povezavo med svojim sedanjim občutenjem, da ne rečemo partner je kriv, šef je kriv, ker je to, seveda smo vrh ledene gore, ljudje pridejo v naše življenje, da bi nam sprožili stvari, da bi nam odprli to ledeno goro, ampak glavnina ledene gore je pa tule. In tako pomembno je, da razumemo to povezavo, da gremo pod površino in da se poiščemo, kdaj smo se točno tako počutili, tako nemočni, tako ponižani, tako nevredni, tako željni topline, pa je ni bilo. In kaj potem naredimo? To bomo tudi skupaj naredili, zdaj še malo, par minut. Kaj naredimo? Poglejte, mi želimo iti nazaj k temu otročku, ga razveseliti, ga potolažiti, mu dati toplino. In ker je to direktna povezava, doživimo, da se mi boljše počutimo, da smo mi bolj srečni, da se čutimo bolj varne, da se čutimo ljubljene. In potem lahko naredimo še en korak, recimo, da je to že v redu, ampak želimo narediti še en korak naprej. In kaj je ta še en korak naprej? Še en korak naprej pa je to, da tega otroka v sebi razveselimo. In ko ga razveselimo, smo tudi mi lahko polni energije, polni navdušenja, polni veselja. In naš cilj je čim več našega življenja preživeti v taki fazi, v taki vibraciji, bi rekli, v takih čustvih, v taki produktivnosti, v takem veselju. In zato bomo danes se vrnili najprej k tej prvi slikci in bomo v sebi poiskali tole deklico žalostno ali fantka, ga bomo potolažili in ga bomo naredili srečnega, zato da lahko tudi mi preidemo v drugo fazo in potem še v tretjo, kjer je ta ženska srečna. Kaj je pa tukaj, se pravi, dobra novica je, da se to absolutno da narediti. Kaj pa je slaba novica? Ali pa mogoče malo manj dobra novica. Malo manj dobra novica je pa to, da ne moremo to narediti naenkrat, da ne moremo to narediti
na hitro, da je potrebno to narediti sistematično, da je potrebno to narediti en dogodek za drugim, en boleč dogodek za drugim, da je to ni samo ok, pozdravim svojega otroka in vse ok. Ne. Ta deklica je doživela veliko težkih momentov in je potrebno narediti spisek vseh teh dogodkov in enega za drugim predelati in vsakega natančno, vsakega temeljito. In če to res naredimo, in to je vredno dati čas v to, vredno se temu posvetiti. In če to naredimo, lahko resnično dosežemo, da veliko teh podzavestnih stvari izbrišemo in potem resnično se tudi se mi kot odrasli boljše počutimo in ker imamo drugačno podzavest, imamo drugačnega avtomatskega pilota, lahko tudi drugače delujemo v svetu. In to je tisto, kar si želimo. Tako da zdaj bomo, če imate vmes kakršnokoli vprašanje, komentar, ste dobrodošli, napišite, zelo bom vesela, z veseljem odgovarjam, lahko tudi kasneje napišete, če pa vam je nerodno, pa lahko tudi pod zasebno sporočilo. Vidim pa, da nas je zdaj že kar nekaj, pomeni, da vas tema zanima in dajmo zdaj narediti danes en tak dogodek, eno tako zgodbico, eno tako svojo situacijo. Uporabimo domišljijo, damo domišljiji prosto pot, pa vas vabim, da kar zaprete oči. Zdaj upam, da ste sami v prostoru, kjer to delate, da se lahko umaknete od svojih najbližjih, da vas nihče ne moti. Upam, da imate robčke ob sebi, včasih jih potrebujemo, dostikrat. Pa kar zaprite oči in pomislite na en dogodek, ko ste bili majhni, ko ste se počutili nemočno. Ko ste se počutili, da nikamor ne spadate ali nevrednega. Poiščite en dogodek, ko vam res ni bilo fajn, ko ste bili otročki. In ta en dogodek želimo zdaj presvetliti z ljubeznijo, želimo ga obliti z ljubeznijo, želimo, da začutite, da je možno to spremeniti. In zdaj bomo uporabili tapkanje, tehniko, s katero gremo v te občutke, s katero jih spreminjamo. Prav? To lahko tudi kasneje še kdaj ponovite, to, kar zdaj delamo. Pa vas vabim, da zaprete oči, samo gledate sebe v tistem prizoru in samo poglejte, kako se ta otrok počuti. In bomo začeli tapkati na te točke, ki jih že poznamo, se pravi tu na začetku obrvi, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na glavi. In še, ker imamo zaprte oči, tapkamo. Imamo zaprte oči, točke so vedno iste, torej še enkrat pri obrvi, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho, na glavi. Skozi bomo isto šli, še enkrat, pri očesu so 3, na obrvi, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na glavi. Še enkrat, zaprite oči. In zdaj sočasno, ko tapkate, gledate tega otroka. Tapkamo na akupunkturne točke, torej na točke, vi samo tapkajte, zaprte očke imejte in tapkajte. In v misli gledajte to punčko v tem dogodku, tega fantka v tem dogodku. Samo gledajte, samo čutite ga, čutite to njegovo bolečino, čutite to njegovo nemoč, čutite, kako mu ni dobro. In ko da si uporabite domišljijo in zdaj, kot jaz odrasla, pridem k tebi, dragi otrok, in te objamem in te rešim in ti dam točno to, kar rabiš, dam ti toplino, kar tapkajte, glejte tega otroka, uporabite domišljijo, igrajte se malo s podobami, glejte to, spreminjamo zdaj neko sliko, temu otroku damo ljubezen, temu otroku damo varnost, temu otroku damo, da mu je dobro. Peljemo ga stran od težke situacije. Mi kot odrasli poskrbimo zanj, ga peljemo ven na travnik, na igrišče, na igrala, morda na morje, ali pa k reki, ali pa k potočku, ali pa kamorkoli že. Temu otroku spremenimo tisto bolečino, spremenimo mu okolje in mu damo ljubezen.
Damo mu ljubezen, povemo mu, da ga imamo radi. Povemo mu, da je konec težkih stisk. Povemo da je konec težkega. Povemo mu, da skrbimo zanj. Temu otroku povemo, dragi moj otrok, tu sem zate. Dragi moj otrok, rad te imam, rada te imam. Temu otroku damo ljubezen. Če se vam dogajajo čustva, dovolite tem čustvom, da gredo ven. Če jokate, jokajte. Če čutite mravljince, tudi to je v redu. Če čutite, ne vem, da vam je vroče, hladno, dovolite čustvom, samo spustite jih ven. To so čustva tega malega otroka, ki ste jih prinesli v odraslo dobo, v tem svojem lastnem telesu, in zdaj to sprostimo. Samo dajete toplino temu otroku, in tisti, ki ste mamice ali pa očetje, imate svoje otroke, zdaj vam čestitam, zdaj ste dobili ravno kar še enega otročka, za katerega morate skrbeti, in to je to ste vi kot majhni. In cartajte tega fantka, to punčko, dajte mu toplino, igrajmo se, dajmo mu ljubezen, uporabite vso domišljijo možno, ne se zadrževati. Zato je fajn, da to res delate sami, da vam ne bo nerodno pred vašimi najbližjimi, da boste lahko tudi spustili kako solzico, če bo treba, da boste lahko resnično spustili ta ujeta čustva, ki so v vas že toliko let, morda 20 let, morda 30, 40 ali še več. Samo dajemo toplino temu otroku. Karkoli ste imeli takrat radi, dajte, rečite mu. Dragi moj fantek, rad te imam, ponosen sem na te. Ali draga moja deklica, dam ti novo oblekco, dam ti majčko, dam ti prstanček, špangico mogoče, poskrbim zate, rada te imam, rad te imam. Dragi moj otrok, tukaj sem zate, dam ti vso toplino, dam ti vso ljubezen. Pomemben si, pomembna si, dam ti to sporočilo. Tako, naredimo vdih, izdih. Me zanima, kako se počutite, če lahko napišete, če ne pa nič hudega. Pomembno je, da to delate toliko časa, da se ta prizor, da spustite bolečino iz tega prizora, da ta otrok postane vesel, da ta otrok postane radosten, da se ta prizor spremeni. In mogoče imate težave, se vam zdi, da ne vidite dogodka, da ga sploh niste našli, ali da se dogodek oddaljuje. Torej, zaupajte svoji intuiciji, zaupajte procesu. To je nekaj, kar se učimo dalj časa, tako kot bi se učili tujega jezika, ali tako kot bi se učili nekega športa, vedno smo na začetku nespretni, preden postanemo spretni. In ravno tako je tukaj, ko želimo tolažiti, crkljati, oboževati svojega notranjega otroka, je to potrebno narediti res sistematično za veliko teh dogodkov. In če to dobro naredimo, se naše življenje drastično spremeni na bolje. Naša podzavest se očisti bolečine in lahko res zasijemo in dvignemo kvaliteto svojega življenja čisto na en drug nivo. In vem, da je težko to sam narediti, vem, da se vam zdi morda preveč dela, tako da imam zdaj tukaj dve opciji za vas. Prva opcija je, da vas res toplo vabim, da si te knjigice naročite, da boste razumeli stvari. Prva je, ki govori o tem, kako trajno premagati anksioznost oziroma kako s tapkanjem se rešiti negativnih občutkov in negativnih misli. In mislim, da to danes vsak rabi. In druga knjiga je to, kako v bistvu zgraditi si samopodobo novo. Nova samopodoba pa pomeni, da zbrišemo stare vzorce, da zgradimo nove. Tako da vas res spodaj vam bomo dali link za knjige in vas res lepo toplo vabim, če še niste prebrali teh knjig, da si jih naročite, da jih preberete, pa ne enkrat, večkrat. In naj vam bo to sveta stvar, to je nekaj, kar je res dragoceno, kar sem jaz prejela te informacije v teku 10 let in kar je bilo 1000-krat preizkušeno. To resnično deluje, nekaj čisto unikatnega, kjer ne boste našli, tega ne boste našli nikjer drugje. Ker tu je konkretno ne samo razlaga, kako deluje, ampak kako spreminjamo. In to je pomembno. Tako da evo, spodaj imate link za te dve knjigi, vam bomo dali link za te dve knjigici.
In druga opcija, če pa želite resno spremeniti svoje življenje, če res čutite, da vas stvari obremenjujejo, da bi radi naredili nek preskok, potem je pa opcija, da se tudi pridružite, da se na kak osebni razgovor pri meni prijavite, ki je brezplačen uvodni razgovor 30 minut. In s tem lahko tudi kasneje, in lahko pridete v moj proces 3 mesece, ko res delamo 3 mesece na sebi. Tisti, ki ste gradili hiše, veste, da hišo zgradimo ne v 3 mesecih, da je treba mnogo več. Mnogo več časa, mnogo več denarja, mnogo več spretnosti, mnogo več energije. In 3 mesece za to, da izgradimo svojo samopodobo, da naredimo korekcije tega, kar pač ni bilo idealno v preteklosti, to je tako malo. In je vredno to narediti, ker se res naše življenje zelo, zelo spreminja. Tako da ja, cartajte svoje otročke v sebi, cartajte svojo deklico v sebi, svojega fantka v sebi, dajte mu vso možno ljubezen, naj vam ne bo škoda časa, denarja, truda, za to, da pocartate tistega otročka v sebi. Ker če bi danes na svetu vsi to delali, nobene vojne ne bi bilo, nobene vojne. Ker vsa ta vojna, vse to sovraštvo, to je neka notranja neizpolnjenost. In če bi se tako ljubezen širila, bi lahko bil naš svet mnogo, mnogo lepši. Zato vas res vabim, da vsak od nas lahko samo pri sebi začne. In vsak od nas lahko spremeni samo sebe, nikoga drugega. Tako da toplo vas vabim, da te knjigice, če jih že imate, da jih preberete še enkrat, podčrtate, spravite v življenje, če pa ne, pa da jih naročite. Evo, spodaj imate link, drugače pa rada vas imam, hvala, da ste z mano in smo povezani in se vidimo spet naslednjo sredo zvečer. Vse dobro in lahko noč.